Renault verjame, da je svoj novi model uspel napolniti z magično močjo, ki bo uspela prepričati tudi kupce večjih limuzin. S ponosom so predstavili Talisman, ki je že na začetku pripeljal tudi kot Grand Tour, torej takšni bolj uporabni obliki s 5 vrati, ker ima limuzina samo še 4. Že takoj na začetku bom rekel, da je njihovo glavno orožje pri tem avtomobilu oblika. Tudi če vam ni všeč, morate priznati, da je markantna. Poglejte ta pokrov motorja s številnimi rebri ali pa luči, ki se spredaj in zadaj globoko zajedajo v masko in vrata. Ja, dobra protiutež nekaterim velikim dolgočasnim karavanom je tole na prvi pogled. Tudi na drugi, če gremo najprej z očmi. Kabina je lepa, urejena, odlagalnih mest je veliko, sploh pa prostora, ker je avto dolg kar 4,85 m. Medosna je dolga 2,8 metra, zato je jasno, da pričakujem veliko prostora tudi zadaj. Le prtljažnik je s 572 litri samo velik, ni pa ogromen. Imajo celo nekateri konkurenti iz razreda nižje več prostora tam, se pa odpira tudi s kretnjo. To je res fino. Kdor bo prvič vozil avto s 4-kolesnim krmiljenjem, bo mogoče najprej malo zmeden, da tako dolg avto tako dobro zavija. S pomočjo elektrike se zadnji kolesi lahko obračata do 3,5 stopinje, odvisno od hitrosti vožnje, in seveda bo nad tem vsak navdušen, tako kot sem sam, zato je tole obvezen nakup. Če vas briga za vozne lastnosti, vam bo pa mogoče všeč, da ga je zato lažje parkirati in zavijati v križiščih, se manj obrne volan. Seveda je treba pohvaliti tudi lego na cesti, ker podvozje odlično blaži in še vedno ohranja smer, sploh pa hvalim vodljivost, ki je ena boljših v segmentu. Motor se zdi samo 1,6 litra prostorninsko majhen, ampak je z 2 turbinama dovolj prožen tudi za tako velik avto. Nič se ne zdi podhranjen, tudi pri spodnjih vrtljajih je dovolj odziven, zato se mi zdi ravno pravšnji za tale avto. Dvomim pa, da bi me šibkejše dovolj prepričali v Talismanu, čeprav priznam, da jih še nisem preizkusil. Poraba je zdaj okrog 8 litrov in nikakor ne 4,5, zato tukaj prva opaska. Posoda za gorivo meri samo 51 litrov, v praksi pa smo s polno prevozili okrog 700 km, kar se mi zdi premajhen doseg za takšen potovalni avto. Da je na voljo samo robotizirani menjalnik EDC, ne bo zmotilo nobenega voznika, ker je primeren. Podobno kot posod rahlo cukne in je neodločen pri speljevanju, med vožnjo pa zelo lepo predstavlja med celjnimi stopnjami. Če želite ročni menjalnik, boste morali izbrati šibkejši motor, v tej kombinaciji pa osnovni stane malo preko 30 tisočakov. Francozi so nerodno oblikovali vzglavnike, ker bi lahko na daljših vožnjah lepše podpirali glave, vsaj pri testnem modelu pa zmoti tudi kakovost izdelave. Na pogled je vse skupaj lepo. Med vožnjo po slabših cestah pa tule znotraj nekaj ropota in tudi sama zvočna zatesnitev kabine ni tako dobra kot pri konkurenci. Osebno me moti tudi tale vmesnik, ker je med pritiskanjem med vožnjo premalo odziven in s tem manj varen kot klasični gumbi, ker takoj nastaviš osnovne zadeve. Je pa nastavitev malo morje, med drugim tudi vozniški profili Multisense, ki dejansko spremenijo občutek med vožnjo, če se želite zapeljati malo hitreje. Ampak Talisman je narejen za komfort in v takšnem načinu boste z njim najbolj srečni.